Torej, šele nekaj dni nazaj sem dobila vabilo, da še enkrat spregovorim temu forumu. To je bil izziv, to je bilo malo vprašanja, kaj in kako, ampak sem rekla, ja, tudi moja predgovornica je rekla, da korajža velja, ne. Sem ji pa zelo hvaležna za več iztočnic. Ena od teh je, da imajo National Forum za kaj takega. To se pravi, da je nek forum primarno zato tukaj, da spremlja, da ima v fokusu odličnost poučevanja. Mislim, da mi takega foruma nimamo. Vsake toliko časa se nekdo ali pa kakšen rektorat ali karkoli spomni, da je to pomembno, vendar nekdo, ki bi kontinuirano na dobre strokovne načine to zadevo spremljal in pospeševal. Druga zadeva je, da mi je naredila krasno iztočnico na to, o čemer mislim tudi jaz govoriti, kaj je opredelitev odličnega učitelja, kaj ga opredeljuje in kako lahko pomagamo, da učitelji res taki postanejo. Podobne ideje sem prebrala. Maybe did you also have some ideas from Bain, what the best teachers do? A book about what the best teachers do, which is very similar to your message. Yeah, I mean, the echoes, it's very interesting. The echoes are really strong. I mean, Janssen, for example, which I know Todd's going to talk about later. And We can talk. I mean, it seems to me that some of the best pedagogues have already said this many times. But to hear it from the students is, I think, an endorsement of some of those concepts. Ja. And also Kaj se pravi biti dober učitelj in kako takšen postaneš? Zdaj jaz sem dala ta izhodiščna vprašanja, ki so danes že prišla do izraza, da je ta sprememba, ki je danes na tapeti, kompleksna, da to ni kar tako, da nekaj rečeš, pa se bo zgodilo. Zato sem tudi rekla terminologijo. Slovenci smo na nek način mojstri, da sprejmemo bolonjska reforma, učni izidi, kompetence, evalvacija, samoevalvacija. Imamo velik nabor terminologije, ki jo ponekod res gremo malo v globino, kaj to pomeni, ponekod jo pa uporabljamo bolj ali manj spretno. No, in moj prispevek je, da bi se zavedali globine tega, kar je danes tukaj, kar je moja predgovornica tudi že do neke mere razčlenila. Tukaj dajem ta osnovna vprašanja. Ali večina visokošolskih učiteljev danes zmore? To je kočljivo vprašanje, ali učitelj zmore. Seveda se bo reklo, da zmorejo. Interaktivna predavanja, recimo taka predavalnica, kot je danes tukaj, vidite, da je gospa Moore uveljavila interakcijo vsaj v majhni meri, ko nas je spodbudila, da razmislimo, se pogovorimo in tako dalje. Torej, interaktivnost, razne modele skupinskega dela, mentoriranje. Na naših tečajih je polno asistentov, ko reče, postavili so me v vajalnico, ne da bi mi kdo karkoli povedal, kako naj delam s študenti. Lahko so izjeme, vendar tega je veliko. Ocenjevanje, kako ocenjujem pomembnejše cilje in tako naprej. Potem seveda, ali je učitelj motiviran, da veliko časa, pozornosti, truda vloži, da bo delal s študenti bolje, tudi uporabljal tehnologijo in tako naprej, in ali imajo za to podporo, ali je to del odličnosti. Torej, za tuje goste, ali imajo have the teachers ability, motivation, support.
te 3 zadeve. Zdajle bi pa to učiteljevo profesionalnost majčkeno analizirala. Ta model imam rada. Profesor Korthagen, ki sem ga tudi osebno spoznala, govori, da je učiteljeva profesionalnost kot čebula. Pri čebuli delamo plasti, dajemo stran, zunanje, notranje, dokler ne pridemo do znotraj, medtem že mogoče malo jokamo, ker čebula peče. Vendar, on je to takole rekel. Ene stvari profesionalnosti vidiš na prvi pogled. Teaching skills, spretnost, kako razdeliš skupine, kako uporabljaš PowerPoint, kako ono in tretje. Potem gremo dol v kompetence, ki so bolj kompleksne. Gospa More je govorila o komunikativni kompetenci, ki ima mnogo posameznih spretnosti, je širša. Ja, potem smo pri plasti prepričanj. Kaj je moje prepričanje, da dober učitelj dela, kakšen je, ali pa dober študent. In pri teh prepričanjih conceptions about teaching and learning and teacher's role. Ali dober učitelj predvsem govori, ali posluša, ali vplete študente v ene smiselne naloge, ali jim daje povratno informacijo, o tem bom še pozneje malo govorila, a je študent tisti, ki sedi, piše, zdaj že bolj malo pišejo, ko imajo vse prezentacije na spletu, ali tudi kaj vpraša, ali dela, ali je kdaj tudi have the courage to object, da ima celo moč ugovarjanja, kaj je zdaj. To so ta prepričanja, ki so pa globoko vseeno, že takrat, ko smo bili mi študentje. In kot pravi, kot delno tudi nezavedna. Imamo v sebi eno podobo, kaj je dober učitelj. Pridemo do professional identity, kaj je identiteta, kaj tvori identiteto dobrega univerzitetnega učitelja, po čem ga poznamo. In to je spet kombinacija, kaj drugi mislijo, kaj mislim jaz. No in v sredini, personality, what you said about engagement, about my personal, how to say, mission, emotions, feelings, to je pa v jedru, v samem jedru in je seveda izredno pomembno, smo ravnokar slišali, ni prav lahko spreminjati, ampak če se zavemo, mogoče lahko malo na to vplivamo. No in če zdaj gledate tele plasti, najbolj se vidi tisto zunaj in mogoče je tudi najlažje spreminjati. Ampak to noter pa vpliva. Influence goes from inside to outside. We see what is outside, but what were the roots of it? To v glavnem poznate, vendar se velikokrat pozablja. Kompetence jih zdaj spredaj, zadaj veliko poudarjamo, vendar ta trojnost se ne upošteva vedno, da je to na eni strani kognitivna knowledge, understanding, da so to spretnosti, kaj znam narediti, in to se včasih zapostavlja. Univerzitetni učitelj mora veliko teorije poznati svoje stroke in tako dalje, ampak so ene stvari, ki jih mora enostavno znati narediti, recimo na izpitih ugotavljati pomembnejše cilje. Ne samo takele spominske, ker če ne, na študenta bolj vpliva to, kaj pričakuje, da bo na izpitu moral
odgovarjati, kot to, kar piše v študijskem programu, da bo pridobil, to so ponavadi zelo visoke besede. Torej, treba je to tudi znati. Visoke cilje spremeniti v izpitne zahteve. To samo kot primer. In seveda tole, emotions, values, ali so tukaj tudi razmisleki, kaj moja stroka daje splošni dobrobiti, kot sem bila prej predstavljena na začetku, da me zanima vzgoja za trajnostni razvoj. Seveda bi me zanimalo, kaj nek študij daje v to smer, da bo prihodnost humana, boljša in koliko učitelj lahko to vključi lepo organsko v svoje delo. Ja, zdaj smo pa pri merilih. Jaz sem zdaj skušala razložiti, kaj vse so merila učiteljeve odličnosti. Kaj pa so tista, čisto po domače rečeno, po čem se meri učiteljeva odličnost, čisto v praksi, od dneva v dan, ali pri izvolitvah, ali pri tem in tako dalje. Znanstvena odličnost. Tukaj sem dala dva izraza. Produktivnost, ker tukaj se mi zdi, odkar sem jaz bila učitelj, da grejo merila vedno bolj v kvantiteto in se sprašujem, ali ni mogoče jih bolj dati v kvaliteto, znanstvena kvaliteta. Potem je tu mednarodna odmevnost. Tukaj govorimo o tem, da moraš objavljati predvsem v tujini, predavati predvsem v tujini. Jaz, ki se z izobraževanjem učiteljev ukvarjam, se pa rečem, joj, a res objavljam tako, da en osnovnošolski učitelj ne bo tega nikoli spred oči dobil, ker on ne bere tujih revij. Tretje je zdaj pedagoška odličnost, inovativnost. Kakšno težo ima ta? Kakšno težo ima pridobivanje projektov? Tukaj smo pa tudi že pri financah. Nekdo, ki zna pridobiti dobre projekte v hišo in tako dalje. Koliko je to znak odličnosti? Koliko je pomembno sodelovanje s prakso, z industrijo, pa ne samo industrijo, katerimkoli segmentom prakse. Koliko je pomembno, da lepo dela vse te administrativne, ko ima neko funkcijo, pa ima ogromno vseh možnih sestankov in tako dalje, a je tudi to znak dobrega učitelja, bi lahko še kaj našli. Vendar bi vas zdajle prosila, koliko jih je 6, da malo razmislite, katero ima v vašem okolju največjo težo. Pa mogoče izberete 2, pa si tako malo notirate. Katera 2 od teh kriterijev imata v vašem okolju največjo težo, ko se reče, to je pa res odličen kolega, učitelj, ne bom rekla kolega. Takole se opravičujem, da vas prekinjam, ampak predlagam, da je to stvar razprave še pozneje. Vodja tele sekcije me je opozorila, da moram čim prej zaključiti in priporočam, da to ne pozabite, da bi o tem je smisla narediti dvig rok, vendar to lahko pozneje še se o tem pogovorite. Seveda pride do konfliktov, okolica hoče to, jaz osebno bi rad nekaj drugega. In to je seveda lahko huda kriza, lahko celo rečem. Zdajle spremembe v vlogah bom preletela, vendar danes smo o tem že govorili. Učitelj ne kot prenašalec, rekel je kolega Cvetek, ne pokriti, ampak odkriti. Učitelj naj bi bil spodbujevalec uspešnega učenja. Tukaj imate metafore. Prej je bilo rečeno, prispodoba več pove kot ne vem koliko besed. Vidite učitelja, ki
dostavlja. Tam je dostavno vozilo, to je moja stroka, jaz jo imam tukaj noter in vam jo dostavim v taki in taki obliki. Učitelj, ki dostavlja znanje. Ta drug učitelj, ki oblikuje kot umetnik ali tudi trener. Ti ne moreš športnika narediti s tem, da mu dostaviš znanje. On mora migati. I think you are going to talk about motivation. Student cannot just sit there. Potem imate tukaj desno učitelja kot vodnika, ki pozna sicer pot na vrh, ampak študentje morajo sami hoditi, sami iskati, sami tudi zaidejo in tako naprej. No, tale, ki samo zaliva rožice, je pa tisti učitelj, ki misli, se imajo že vse tam noter, treba jih je samo mečkam spodbuditi. Ampak vidite, te metafore so v nas globoko vsajene. In kaj se v resnici dogaja, vam dam samo en kratek izbor. Na naših tečajih vprašamo, da udeleženci prinesejo od študentov moja najslabša izkušnja in zakaj, moja najboljša izkušnja in zakaj, what is my best experience in my study, what is my worst experience and why. Seveda brez imen, brez česa koli, vendar na vsaki fakulteti smo še ugotovili profesorje, ki berejo s prosojnic in to dokaj hitro, ki imajo podcenjevalne odnose do študentov in tako naprej. Tega je še ogromno. Imam tako lepo zbirko teh študentskih odgovorov in sem jih delno tudi raziskovalno obdelala. Zdajle, ker moram končati, sem dala sicer nekaj ukrepov, ki bi bili potrebni, vendar upam, da boste o njih še govorili. Kaj je pomembno? Mentorstvo, režim. Tole, ko sem napisala mikroprojekti, mislim, to imajo tudi v tujini, ne posebno visoko financiran projekt za izboljšanje pedagoškega dela. Microproject for improve my own teaching, that I can cover costs, etc. No in seveda imeti en center, ki bo tako reč koordiniral. Tukaj smo pa pri kolegi Cvetku, Scholarship of Teaching. Pri nas nimamo niti še dobrega prevoda, vendar imeti enako akademski pristop do svojega poučevanja kot do raziskovanja. Če kaj uveljavljam, skušam ugotoviti, ali je to dobro, skušam podporo v literaturi, drugim sporočam, da sem nekaj dobrega ugotovil, hodim na konference. No in potem imamo izkušnjo, je bila krasna konferenca Cmepiusa, naredili smo po moje zelo dober, kaj bi rekla, dobro publikacijo z dvojno recenziranimi prispevki, ki jih, ne vem, kateri organ je za to odgovoren, ni priznal za znanstveno publikacijo. Torej, scholarship of teaching pomeni, da pedagoško dejavnost jemljemo tudi kot resno raziskovalno dejavnost in kdo bo to delal. In upam, da bo naslednja konferenca že prinesla čim več inovacij iz prakse. To je pa zaključni citat. Hvala.